Cari giovani, buon pomeriggio. Dragi mladi, lep popoldan. Grazie per essere lì, Hvala vam, da ste per tukaj. tutto il lavoro che avete fatto, Za vse delo, ki per ste ga l'impegno di opravili. questi mesi, Za prizadevanja teh mesecev, malgrado kljub i cambi di spremembam programma. programa. Non vi siete scoraggiati, anzi ho conosciuto Niste il izgubili livello di poguma. riflessione, Nasprotno, la qualità, spoznal sem la serietà raven e la vašega responsabilità razmišljanja, con cui avete kakovost, lavorato. resnost in odgovornost, Non s avete katerimi ste delali. lasciato nulla Nič di niste ciò che opustili, vi kar vas veseli, kar vas skrbi, preoccupa, kar vas vi jezi anima in vas e vi podbuja spinge a spremembam. L'idea originaria era di incontrarci ad Assisi per ispirarci sulle orme di San Francesco. Po prvotni zamisli naj bi se srečali v Asiziju, da bi se navdihovali pri sledeh svetega Frančiška, skriženega pri svetem Damjanu in z drugih obrazov, kakor je obličje gobavca. Mu je Gospod prihajal naproti, ga poklical in mu zaupal poslanstvo. Odzel mu je malike, ki so ga osamili, zmedenosti, ki so ga hromile in zapirale, v običajno slabost izreka, vedno smo tako delali. To pa je slabost. Ali sladkobne in nezadovoljne žalosti tistih, ki živijo samo zase, in mu podaril sposobnost, da je zapel hvalnico, izraz veselja, svobode in darovanja samega sebe. Zato to virtualno srečanje v Asiziju zame ni cilj, ampak začetna spodbuda procesu, ki smo ga povabljeni živeti kot poklicanost, kot kulturo ali kot pogodbo, kot poklicanost, kot kulturo in kot pogodbo. Asiška poklicanost. Frančišek, pojdi popraviti mojo cerkev, ki se, kakor vidiš, ruši. Queste furono le parole che smossero il giovane Francesco. Te besede so zganile mladega Frančiška in so postale poseben klic za vsakega od nas. Quando vi sentite chiamati, coinvolti, Kadar čutite, da ste poklicani, vključeni in da ste junaki normalnosti, ki jo je treba zgraditi, znate reči da in to daje upanje. So che avete accettato immediatamente. Vem, da ste takoj sprejeli ta klic, Perché siete in grado di vedere, ker ste sposobni videti, analizirati in doživeti, da tako ne moremo več naprej. Lo ha mostrato chiaramente il livello di adesione, di iscrizioni e di To je partecipazione. jasno pokazala stopnja sprejemanja, upisa in udeležbe k tej pogodbi, ki je presegla zmogljivosti. Kažete izredno občutljivost in skrb za prepoznavanje ključnih vprašanj, ki nas izzivajo. To ste storili z posebnega vidika, z vidika ekonomije, ki je vaše raziskovalno, študijsko in delovno področje. Veste, da je nujna drugačna ekonomska zgodba. Nujna je drugačna ekonomska zgodba. Urge prendere atto responsabilmente del fatto che Nujno je odgovorno priznati dejstvo, da je sedanji svetovni red v več pogledih nevzdržen colpisce nostra sorella terra. in prizadeva našo sestro Zemljo, ki je hudo zlorabljena in oropana, skupaj z njo pa najbolj ubogi in izključeni. Vanno insieme, eh? To gre skupaj, ki oropa Zemljo in toliki reveži so izključeni. Essi sono i primi danneggiati. Oni so najprej oškodovani, pa tudi najprej pozabljeni. Attenzione però a non lasciarsi convincere che questo sia solo un ricorrente luogo comune. Bodimo pozorni, da se ne bomo pustili prepričati, da gre le za ponavljajoče se uguljeno frazo. Vi ste veliko več kot površen in prehoden hrup, ki se ga lahko sčasoma uspava in omami. Če nočemo, da bi se to zgodilo, bodite poklicani, da v svojih mestih in na univerzah, v delu in v sindikatu, v podjetjih in v gibanjih, v javnih in zasebnih pisarnah inteligentno, prizadevno in s prepričanjem konkretno vplivate, da bi prišli do jedra in do srca, kjer nastajajo teme in vzorci in se o njih odloča. Tutto ciò mi ha spinto a invitarvi a realizzare questo patto. Vse to me je spodbudilo, da sem vas povabil k uresničevanju te pogodbe. Resno sedanje situacije,
ki je zaradi pandemije COVID še bolj izstopila, zahteva odgovorno zavedanje vseh družbenih dejavnikov, vseh nas, med katerimi imate vi prvenstveno vlogo. Tra i quali voi avete un ruolo primario. Le conseguenze delle nostre azioni e decisioni Posledice naših dejanj in odločitev bodo zadevale vas osebno. Zato ne morete ostati zunaj prostorov, v kateri se ustvarja. Ne rečem vaša prihodnost, ampak vaša sedanjost. Ne morete oditi od tam, kjer se ustvarja sedanjost in prihodnost. Ali se boste vključili, ali pa bo zgodovina šla preko vas. Una nuova cultura. Nova kultura. Abbiamo bisogno di un cambiamento. Vogliamo un cambiamento. Potrebujemo spremembo. Hočemo spremembo. Iščemo spremembo. Problem nastane, ko se zavedamo, da na številne težave, ki nas mučijo, nimamo ustreznih in vključujočih odgovorov. Nasprotno, globoko čutimo razdrobljenost analiz in diagnoz, ki se konča z blokado vsake možne rešitve. In fondo ci manca la cultura necessaria per consentire e stimolare. V bistvu nam manjka kulture, ki bi dovoljevala in spodbujala odpiranje različnih pogledov, ki bi se navdihovali pri določenem tipu misli, določenem tipu politike, določenem tipu vzgojnih programov. Manjka pa nam tudi duhovnosti, ki se ne pusti zapreti eni sami prevladujoči logiki. Če je nujno najti odgovore, je nepogrešljivo, da spodbudimo rast in odpremo vodstvene skupine, ki so sposobne razvijati kulturo, začeti procese. Ne pozabite na to besedo. Začeti procese, začrtati poti, razširiti obzorja, ustvarjati pripadnost. Vsak napor za upravljanje, za skrb in za izboljšanje našega skupnega doma, če naj bo ta napor pomemben, zahteva spremembo načina življenja, vzorcev proizvodnje in potrošnje, konsolidiranih struktur moči, ki danes vladajo v družbi. Brez tega ne boste naredili nič. Abbiamo bisogno dei gruppi dirigenti comunitari e istituzionali. Potrebujemo skupnostne in institucionalne vodstvene skupine, ki lahko prevzemajo odgovornost za težave, ne da bi ostale ujetnice teh težav ali lastnega nezadovoljstva, ter se tako zoperstavijo podrejenosti, pogosto nezavedni, določenim ideološkim logikam, ki na koncu upravičijo in ohromijo vsako delovanje glede krivic. Ricordiamo ad esempio come bene osservò Benedetto XVI. Spomnimo, na primer, kakor je dobro opazil Benedikt XVI, da lakota ni toliko stvar gmotnega pomankanja, kolikor pomankanja družbenih virov. Najpomembnejši med njimi so institucionalne narave. Se voi sarete capaci di risolvere questo? Če boste sposobni to razrešiti, boste imeli odprto pot v prihodnost. Ponavljam misel papeža Benedikta. Lakota ni toliko stvar gmotnega pomankanja, kolikor pomankanja družbenih virov. Najpomembnejši med njimi so institucionalne narave. Socialna in ekonomska kriza, ki jo mnogi osebno doživljajo in ki postavlja pod hipoteko sedanjost in prihodnost, zapuščanjem in izključevanjem tolikih otrok in mladostnikov in celih družin, ne dopušča, da bi dajali prednost interesom posameznih področij na škodo skupnega dobrega. Nekoliko se moramo vrniti k mistiki skupnega dobrega. V tem smislu mi dovolite, da izpostavim vajo, ki ste jo doživeli kot metodologijo za zdravo in revolucionarno reševanje konfliktov. V teh mesecih ste si med seboj podelili različna razmišljanja in pomembne teoretične okvire. Sposobni ste se bili srečati na 12 temah. Poimenovali ste jih vasi. 12 tem za obravnavanje, razpravljanje in odkrivanje izvedljivih poti. Avete vissuto la tanto necessaria cultura dell'incontro.
Živeli ste tako zelo potrebno kulturo srečanja, ki je nasprotje kulture odmetavanja, ki je v modi. In ta kultura srečanja omogoča, da je veliko glasov okoli iste mize, da se pogovarjajo, razmišljajo, razpravljajo in ustvarjajo pod mnogostranskim vidikom različne razsežnosti in odgovore na globalne probleme, ki zadevajo naša ljudstva in naše demokracije. Kako težko napredujemo proti realnim rešitvam, kadar smo sogovorniku, ki ne misli tako kot mi, vzeli ugled, ga obrekovali in ga postavili izven konteksta. Pojemanje ugleda, obrekovanje in postavljanje izven konteksta sogovornika, ki ne misli tako kot mi, je način strahopetnega branjenja pred odločitvami, ki bi jih morali sami sprejeti, da bi rešili številne probleme. Nikoli ne pozabimo, da je celota več kot del in tudi več kakor njihov seštevek in da zgolj seštevek individualnih interesov nikoli ni sposoben ustvariti boljšega sveta za vse človeštvo. Ta vaja v srečanju onkraj vseh legitimnih razlik je temeljni korak za kakršnokoli preobrazbo, ki pomaga dati življenje nove kulturni miselnosti, s tem pa tudi ekonomski in politični in socialni. Kajti velikih stvari se ne boste mogli lotiti samo le s teoretičnimi ali individualnimi pogledi brez duha, ki vas oživlja, brez nekaterih notranjih motivacij, ki dajejo smisel, čuta pripadnosti in zakoreninjenosti, ki dajo razmah osebnemu in skupnostnemu delovanju. Na ta način bo prihodnost poseben čas, v katerem se bomo čutili poklicane, da prepoznamo nujnost in lepoto izziva, ki se nam predstavlja. Čas, ki nas spominja, da nismo obsojeni na ekonomske vzorce, ki svoj neposredni interes osredotočajo na dobiček kot mersko enoto in na iskanje podobnih javnih politik, ki se ne menijo za lastno človeško, socialno in okoljsko ceno. Kot če bi lahko računali na absolutno, neomejeno ali nevtralno razpoložljivost virov. Ne, nismo prisiljeni, da bi sprejemali in svojim vedenjem še naprej tiho dopuščali, da se nekateri čutijo bolj ljudje kot drugi, kakor da bi bili rojeni z več pravicami ali privilegiji za zagotovljeno uživanje določenih dobrin ali osnovnih storitev. Niti ni dovolj, če se usmerimo na iskanje blažilnih ukrepov v tretjem sektorju ali v človekoljubnih vzorcih. Čeprav je njihovo delo ključnega pomena, ne zadoščajo vedno, da bi se strukturno spoprijeli s sedanjimi neravnovesji, ki prezadevajo najbolj izključene in ne da bi hoteli, ohranjajo krivice, ki se jim nameravajo zoperstaviti. Ne gre namreč samo ali izključno za to, da priskočimo na pomoč v najbolj osnovnih potrebah naših bratov. Strukturno je treba sprejeti dejstvo, da imajo reveži zadostno dostojanstvo, da bodo sedeli na naših srečanjih, sodelovali pri naših razpravah in prinašali kruh na svoje domove. In to je veliko več kot skrbstvo. Govorimo o spreobrnenju in preobrazbi naših prednostnih nalog in o mestu drugega v naši politiki in v družbenem redu. Sredi 21. stoletja ne gre več samo za pojav izkoriščanja in zatiranja, ampak za nekaj novega. Z izključevanjem je v svoji korenini prizadeta pripadnost družbi, v kateri živimo. Zaradi izključevanja človek ni le v spodnjem sloju, na robu ali brez moči,
ampak je čisto zunaj. State attenti a questo. Bodite pozorni na to. Con l'esclusione resta colpita nella sua stessa radice. Z izključevanjem je v svoji korenini prizadeta pripadnost družbi, v kateri živimo. Zaradi izključevanja človek ni le v spodnjem sloju, na robu ali brez moči, ampak je čisto zunaj. To je kultura odmetavanja, ki ne samo zavrže, ampak celo prisili, da živimo v svojih odpadkih. Resi invisibili. Nevidni za zidom brezbrižnosti in udobja. Spominjam se, ko sem prvič videl zaprto sosesko. Nisem vedel, da obstajajo. Bilo je leta 1970. Obiskati sem moral novicijate družbe Jezusove. Prišel sem v neko državo. Ko sem potem hodil po mestu, so mi rekli, ne, v tisti konec ne moreš iti, ker je zaprta soseska. V njej so bili zidovi, v njej so bile hiše, ceste, a zaprte. Se pravi soseska, ki je živela v brezbrižnosti. Zelo me je prizadelo, ko sem to videl. Potem pa je to raslo in bilo povsod. Vprašam te, ali je tvoje srce kot zaprta soseska? Asiška pogodba. Non possiamo permetterci di continuare a rimandare alcune questioni. Ne moremo si dovoliti, da bi še naprej prelagali nekatera vprašanja. Ta ogromna in neodložljiva naloga zahteva velikodušno prizadevanje na kulturnem področju, v akademski formaciji in o znanstvenem raziskovanju, ne da bi se izgubljali v intelektualnih modah ali ideoloških pozah, ki so otoki, ki nas ločujejo od življenja in od konkretnega trpljenja ljudi. È tempo, cari giovani economisti, imprenditori, lavoratori e dirigenti di azienda, è tempo di Čas je, dragi mladi ekonomisti, podjetniki, delavci in vodstveni delavci podjetij. Čas je, da si drznete tvegati in pospešiti ter spodbuditi modele razvoja, napredka in trajnosti, v kateri bodo ljudje, zlasti izključeni, med njimi tudi sestra Zemlja, nehali biti, v najboljšem primeru, zgolj nominalna, tehnična ali funkcionalna prisotnost, da bi postali protagonisti tako svojega življenja kot celotnega družbenega tkiva. To ne sme biti nekaj nominalnega. Obstajajo reveži, obstajajo izključeni. Ne. Naj ta prisotnost ne bo nominalna, naj ne bo tehnična, naj ne bo funkcionalna. Ne. Čas je, da postanejo protagonisti tako svojega življenja kot celotnega družbenega tkiva. Ne razmišljamo za njih, razmišljajmo z njimi. Spomnite se dediščine razsvetljenstva, ilustracije razsvetljenih elit. Vse za ljudstvo, nič z ljudstvom. Tako ne gre. Ne razmišljamo za njih, razmišljamo z njimi. Od njih se naučimo napredovati v ekonomskih modelih, ki bodo koristili vsem, ker bo strukturno in odločevalno postavitev določal celostni človeški razvoj, ki je zelo dobro obdelan v družbenem nauku cerkve. Politika in ekonomija se ne smeta podrejati diktatom in učinkovitostnemu vzorcu tehnokracije. Za skupno dobro je danes neizogibno, da se politika in gospodarstvo v dogovoru postavita v službo življenja, zlasti človeškega življenja.
e questo orientamento rimarremo prigionieri. Brez te središčnosti in usmeritve bomo ostali ujetniki odtujujoče krožnosti, ki bo samo ohranjala dinamiko propadanja, izključevanja, nasilja in polarizacije. Ogni programma elaborato per aumentare la produzione non ha in definitiva. Vsak načrt, izdelan za povečanje proizvodnje, na koncu nima drugega namena kot služenje človeku. Njegova naloga je zmanjšanje neenakosti, boriti se proti diskriminaciji, osvoboditi človeka njegovega suženjstva. Ni dovolj povečati skupno bogastvo, da se ga lahko enakomerno porazdeli. Ne, to ni dovolj. Ni dovolj pospeševati tehniko, da bi zemlja postala bolj humana za življenje. Tudi to ni dovolj. La prospettiva dello sviluppo umano integrale. Upanje na celosten človeški razvoj je dobra novica, ki jo je treba napovedovati in uresničevati. In to niso sanje. To je dobra novica, ki jo je treba napovedovati in uresničevati, ker nam ponuja, da se ponovno prepoznamo kot človeštvo, na osnovi najboljšega v nas samih. Božje sanje, da se naučimo poskrbeti za brata, in to za najbolj ranljivega brata. Mera človečnosti se bistveno določa v odnosu do trpljenja in do trpečega. Tista mera človečnosti. To velja za posameznika, kakor za družbo. Mera, ki se mora utelesiti tudi v naših odločitvah in v ekonomskih modelih. Come fa bene lasciar risuonare le parole di San Paolo VI quando nel desiderio. Kako dobro je pustiti, da odmevajo besede svetega Pavla VI, ki je v želji, da bi evangeljsko sporočilo prežemalo in vodilo vse človeške resničnosti, zapisal. Takole je zapisal. Razvoj ni omejen na preprosto gospodarsko rast. Da bi bil razvoj verodostojen, mora biti celosten. Kar pomeni, da mora biti usmerjen v napredek vsakega človeka in celega človeka. Vsakega človeka in celega človeka. Ne sprejemamo ločevanja gospodarskega od človeškega, razvoja od civilizacije, v katero je povezan. Za nas je pomemben človek, vsak človek, vsaka skupina ljudi, vključno s celotnim človeštvom. V tem smislu boste mnogi imeli možnost delovati in vplivati na makroekonomske odločitve, ker je v igri usoda številnih narodov. Tudi scenariji potrebujejo usposobljene ljudi, ki so preudarni kakor kače in nepokvarjeni kakor golobje. Capace di vigilare in ordine allo sviluppo sostenibile dei paesi. Sposobni nadzirati trajnostni razvoj držav, da bi se izognili dušeči podrejenosti teh držav kreditnim sistemom, ki nikakor ne spodbujajo napredka, ampak prebivalstvo podrejajo mehanizmom še večje revščine, izključevanja in odvisnosti. Kreditni sistemi so sami po sebi pot v revščino in odvisnost. Questa legittima protesta chiede di suscitare e accompagnare. Ta zakoniti protest poziva k prebujanju in spremljanju modela mednarodne solidarnosti, ki priznava in spoštuje medsebojno odvisnost med narodi in pospešuje nadzorne mehanizme, ki so se sposobni izogniti vsaki obliki podrejenosti in nadzirati napredek najbolj prikrajšanih držav na poti razvoja. Ogni popolo Vsako ljudstvo je poklicano, da postane tvorec lastne usode in celotnega sveta. Dragi mladi, danes je pred nami velika priložnost, da pokažemo, da smo bratje, da smo drugi usmiljeni Samarijani, ki bolečino neuspehov prevzamejo nase, namesto da bi podžigali sovraštvo in zamero. Un futuro imprevedibile è già in gestazione. Ciascuno di voi, a partire dal posto in cui Nepredvidljiva prihodnost se že pripravlja. Vsak izmed vas lahko na mestu, na katerem delate in odločate, naredi veliko.
Ne izbirajte bližnjic, ki zavajajo in vam preprečujejo, da bi se pomešali, da bi bili kvas tam, kjer ste. Niente scorciatoie. Lievito. Nobenih bližnjic. Sporcarsi Bodite le mani. kvas, umažite si roke. Passata la crisi sanitaria che stiamo Ko attraversando, bo minila zdravstvena kriza, ki jo preživljamo, bo najslabši odziv, da bi še bolj zapadali v mrzlično potrošništvo in v nove oblike sebične samozaščite. Ne pozabite, iz krize nikoli ne izidemo enaki. Iz nje pridemo boljši ali slabši. Facciamo crescere ciò che è buono. Skrbimo za tisto, kar je dobro. Pograbimo priložnosti in se vsi postavimo v službo skupnega dobrega. Bog daj, da na koncu ne bi bilo več drugih, ampak da bi se naučili izdelati življenjski slog, v katerem bi znali reči mi. Toda velik mi, ne majhen mi in ostali. Ne, to ni dobro. Zgodovina nas uči, da ni sistemov in ne kriz, ki bi bili sposobni popolnoma razveljaviti sposobnost, nadarjenost in ustvarjalnost, ki jih Bog nenehno vzbuja v srci. S predanostjo in zvestobo svojim ljudstvom, vaše sedanjosti in prihodnosti, se boste lahko pridružili drugim pri snovanju novega načina ustvarjanja zgodovine. Ne bojte se vpletati in se duše mest dotikati z Jezusovim pogledom. Ne bojte se pogumno živeti v nesoglasjih in na križišči zgodovine, da jih boste pomazilili z vonjem blagor. Ne bojte se, kajti nihče se ne reši sam. Nihče se ne reši sam. Vas, mlade, ki prihajate iz 115 držav, vabim, da priznate, da potrebujemo drug drugega, da bi ustvarili tako gospodarsko kulturo, ki bo sposobna gojiti sanje, prebujati prerokbe in videnja, razcvetati upanje, spodbujati zaupanje, obvezovati rane, spletati odnose, prebuditi zarjo upanja, učiti se drug od drugega, ustvarjati pozitivne predstave, ki naj razsvetljujejo razum, ogrejejo srce, vrnejo moč rokam in navdihnejo mladim, vsem mladim, nihče ni izključen, videnje prihodnosti, ki bo napolnjena z veseljem evangelija. Hvala.